Pozdravljeni, dragi prijatelji. Danes imam za vas eno zelo zanimivo temo in vas prosim, da tale video pogledate do konca, čeprav boste mogoče na prvo žogo rekli, tole mene pa čisto nič ne zanima. Namreč tema je, zakaj se izplača napisati knjigo, kako iz knjigo zaslužiti, kakšne koristi ti prinese, če napišeš knjigo, kako jo izdati, kako jo promovirati, namreč vse o tem bom povedal. In tudi, če niste nikoli razmišljali, da bi napisali knjigo, dajte prosim, res prosim, dajte pogledati tale video do konca, ker glejte, vi sploh ne veste, koliko koristi vam prinese to, če napišete knjigo. Finančnih, osebnih, to je neverjetno, res je neverjetno. Jaz sem knjigo že napisal, to je moja knjiga, ki sem jo napisal, bom več kasneje povedal, pišem že drugo svojo knjigo in jaz pravim, da bi vsak človek mogel napisati knjigo. Pa bo kdo rekel, nimam jaz nobene teme. Vsak človek ima zgodb tem za napisati 3 knjige. Glejte, še posebej imate temo tisti, ki se je vam v življenju kaj fejst hudega naredili. Glejte, se ni dobro, če se je vam kaj hudega naredilo. Ampak, če se vam je pa že naredilo, dajte to pa izkoristiti. Dajte v tem napisati knjigo. Glejte, pisanje je tudi terapija. Ne vem, če ste ženska, če ste bila posiljena, jaz vam garantiram, da ko boste knjigo napisali, boste imeli manj travm in se boste bolj počutili. Ali pa če ste karkoli imeli težave, glejte, to se nisem zmislil jaz. To sem prebral in to sigurno drži. Tako da res poslušajte do konca. Zato si želim, da poslušate do konca, ker upam, da koga prepričam, da bo napisal knjigo, pa bom tudi vse povedal, tako da, glejte, tudi veliko ne morete izgubiti. 1 urco me boste poslušali, zvedeli boste pa veliko koristnih informacij, pa tudi, če v končni fazi ne boste šli knjige pisati. Če še niste naročeni na moj YouTube kanal, se naročite. Samo kliknete gumbek, naročite se, pa potem še zvonček. Meni je to velika podpora, je popolnoma brezplačno. Tole vmes naredite v 2 sekundah, ko tole mene gledate. Jaz sem drugače že od nekdaj sanjal, da bom napisal knjigo. Moj vzornik je bil Zvone Šeruga, pa Tomo Križnar, pa še en popotnik je bil Borut Korun. Od teh 3 sem vse knjige prebral. In sem rekel, ko bom pa jaz velik, bom pa tudi jaz potoval po svetu, pa knjige pisal. Ampak imel sem en problem. Jaz sem bil skoraj najslabši v srednji šoli za spise pisati, oziroma na splošno zapisati. Se veste, 4 spise na leto se piše. Jaz sem 3 sigurno cvek pisal, če sem enega slučajno -2, je bila to zadovoljstvo, da večje ne bi moglo biti. In če slučajno kdo misli, da ne more, da ni sposoben knjige napisati, glejte, če sem jo jaz, jo boste tudi vi. Je pa res, da je mogoče treba majčkeno treninga. In glejte, jaz, ko sem srednjo šolo končal, jaz sem bil nepismen. Pejte pogledat moj blog tomažgorec.si. Pa pejte pogledat tune čisto stare prispevke iz leta 2008. Takrat sem bil star 38 let.
tisto moje pisanje je bilo na stopni tam nekje 5 razred osnovne šole. Ampak glejte, vsem sem knjigo napisal. In če sem jo jaz, garantirano jo lahko tudi vi. Samo vztrajajte treba. Bom o tem več povedal kasneje. Zdaj drugače, mi smo v našem podjetju tudi 2 izdali knjigo. Zadnja je bila tale in je kar nekaj smo jo prodali. Izredna knjiga. Sem ponosen, da smo jo izdali. Tle v opisu videa si pogledajte, je tudi link, kjer si lahko en odlomek iz te knjige preberete. Fantastična knjiga. Govori pa o fantu, ki je skrbel za svojo mamo, ki je imela raka, pa tudi kasneje umrla. Res dobra knjiga. Res. Tako da mi komu v našem podjetju izdamo knjigo, če nima denarja za to, ker pač podpiramo to. Ne delamo to zaradi denarja, ker imamo dosti bolj drugih dobičkonosnih stvari, s katerim se nam bolj splača ukvarjati, ampak ker sem jaz ljubitelj knjig in vem, da knjiga lahko spremeni človeku življenje, smo pač pripravljeni komu knjigo izdati. Ampak moram čisto po pravici povedati, da zdaj imamo toliko dela, da se ven ne vidimo in zdaj ta trenutek bi zelo težko komu izdali. Dajte, pišete lahko povsem. Ali pa mi za kakšen nasvet vprašate, ali karkoli. No, jaz pa tudi pišem svojo drugo knjigo. No, ta moja prva knjiga je o optimizaciji spletnih strani. To pomeni, kako neko spletno stran pripeljati visok na Googlu. Temu se pravi SEO optimizacija. Sem dosti dober na tem področju in sem kar dosti teh knjig prodal 700. Mogoče, da vam povem, kako sem jaz to knjigo pisal. Jaz sem to knjigo pisal, začel pisati, pa sem malo napisal, pa nisem en let nič napisal, pa sem spet malo napisal, pa spet pol leta nič. Pa sem pa enkrat rekel, ne, jaz to knjigo moram napisati. Ta knjiga, to je bila želja v meni, veste kakšna, da bom svojo knjigo v rok držal. Veste, kako je lepo svojo knjigo v rok držati. Jaz sem jo fejst z veseljem, ampak veste, kaj vam povem? Ta drugo, ki bom zdaj izdal, bo pa naslov Vse se da, če se hoče. To bo pa neka moja biografija, milijon zgodbic noter, tako iz poslovnega področja kot od zasebnega področja. Sem pa začetek te knjige, ki imam že napisano, objavil na mojem blogu in tudi to si lahko preberete. Imate link v opisu tega videa in si preberite. Ni tako kratko, ampak jaz mislim, da to vas bo prepričalo, da bo to dobra knjiga. Veliko ljudi mi je že pisalo, Tomaž, daj čim prej napiš, komaj čakamo, bomo kupili in jaz verjamem, da bo res dobra knjiga. No, sem si pa tudi naredil novoletno zaobljubo, da moram do konca letošnjega leta to knjigo napisati. Vkolikor jo ne bom, bom nakazal 1000 evrov politični stranki, ki je najbolj sovražen. To sem tudi na svoj blog zapisal, tudi to bom dal link, v opis videa. Lejte, si moram kar sproti zapisati, da slučajno ne pozabim, ker me je zdaj ena gospa kregala, da rečem, da bo ta link, pa link, pa ga pa ni. In sem rekel, zdaj si pa vse zapišem, da slučajno katerega ne pozabim. Tako da ja, knjigo moram jaz do konca leta napisati. No, nisem pa povedal. Potem sem se pa lotil tole knjige pisati, sem jo po enem mesecu napisal.
Plus tega, da sem mogel še nekaj za firmo narediti. Ampak ta glavni fokus mi je bila knjiga. Zjutraj sem zgodaj vstal, šel v firmo, naredil tiste čist najbolj nujne stvari, potem sem pa začel knjigo pisati. In veste, kje sem jaz to knjigo največ napisal? 80% ali pa 75% sem jo napisal v enem lokalu, Amadeus se imenuje, v Mercatorju. Jaz tukaj v pisarni sem najbolj kreativen, najmanj kreativen, najnerajš pišem, delam, tako da tam jaz grem dostikrat delati v lokal, prenosnik ven pa delam. Jaz to naredim veliko več. Mogoče se malo čudno sliši, ampak tako je. No, tako da sem pol to knjigo v enem mesecu napisal. Za Petro Škarja sta verjetno slišali. Moja zelo dobra prijateljica, tudi ona je včasih pri meni delala. Ona je prvič predavala, sicer to nikoli ne pove, pa bi lahko kdaj povedala. Ona je prvič predavala na enem mojem predavanju, sem jo jaz kot gostjo vzel. Je pa zelo v redu punca, kadar rabim od njo usluge, jo dobim čist brez problema. Tudi intervju sem z njo posnel, tako da tudi ta link je tukaj v opisu videa, pa si ga poglejte. Tema so tudi knjige, pa to. Ona sicer, jaz sem vam prej rekel, da jaz mislim, da bi vsak človek mogel knjigo napisati. Ona se s tem ne strinja. Ona pravi, ne, to pa ne more čisto vsak, on to tretji, jaz pa ne mislim, da lahko vsak. Glejte, sej, bralci so pol tisti, ki bojo se odločili, a bojo prebrali, a bojo kupili, ali ne bojo. Tako da tukaj se s Petro ne strinjava, pa tudi mrzdo meni, da napiše, vsak pa ne more knjige napisati, pa on pa tretji. Veste, ljudje so tako žleht pa nevoščljivi, zavidajo uspeh drugem, ne. V Sloveniji imaš pol ljudi, ki bi naraj videli, da bi vsem šlo fej slabo, Bog ne daj, da bi kdo uspel. Veste, kaj rekel Ivo Buscarol? Slovenci ti bojo oprostili vse, samo uspeha, ne. In to je čist res. Kako je to genialno povedal. In jaz sem tudi ten članek na to temo napisal. In tudi od tega je link v opisu tega videa. Na ta članek sem ponosen. Tako da si ga mogoče preberite. Tako da... Zdaj, da jaz mogoče za začetek malo povem, kakšne koriste je meni prinesla tale knjiga, koliko sem z njo zaslužil, to vas najbolj zanima. Glejte, cena knjige je bila 41 evrov. Jaz sem dal malo večjo ceno, zato ker sem rekel, da lahko dam popust. No in v predprodaji sem jo prodajal po 25 evrov, potem pa je zakon, ki ti pol leta ne smeš knjigo cenejš prodajati. In sem jo mogel po 41 evrov, čeprav jaz sem 41 evrov nastavil zato, da bom lahko popust dal. Ampak tistega pol leta se je knjiga čist normalno prodajala za 41 evrov in sem rekel, se sploh ni treba spuščati ceno. Se v končni fazi sem prepričan, da je tudi te cene vredna, ker tle noter toliko znanja in če eno podjetje kupi tole knjigo, pa svojo spletno stran zaradi tega malo višji pripele, tudi če bi to knjigo plačali 410 evrov, ne bi bilo nič narobe. Jaz sem enkrat na Amazonu kupil eno knjigo na temo SEO optimizacije, sicer jaz teh knjig več kupim, ker pač moram to spremljati in videti, kaj drugi pišejo. In vam lahko povem, da ena knjiga mi je toliko koristnih informacij dala, da če jo bi plačal 10.000 evrov, bi se mi to splačalo. No, in jaz sem prodal 700 telih knjig in zdaj računajmo, da je bila neka poprečna cena 30 evrov. Zelo veliko sem jih v predprodaji prodal, ki je bila cena 25 evrov, potem sem jih kar nekaj po 41 evrov,
zdaj zadnje čase sem pa tudi komu dal popust, rečemo, ker je pa že knjiga malo, bom rekel, ni zastarela, še zmeraj 90% stvari, ki piše noter in osnove so dobro napisane, je še zmeraj knjiga čist ok, zdaj pa dam 50% popusta komu, tako da, če slučajno koga od vas zanima, mi tudi pišite, pa vam dam 50% popusta. Če bi pa kdo to hotel, ki je tudi super knjiga, vam damo pa 30% popusta. Mislim, da je redna 25 evrov, pa 30%, pa zračunajte, koliko je to, če bi slučajno kdo hotel. No, in lejte, jaz sem s to knjigo, no, koliko je bil tisk te knjige, koliko je stal. Zdaj tisk se je malo podražil, ampak jaz vem, da si tudi približno ne mislite, koliko je bil tisk te knjige. Lejte, to je knjiga, ki ima 281 strani plus platnice, 282 plus platnice. Veste, koliko mi je ta knjiga? Pol kile glih ima, smo še tako delali, da nima čez pol kile, zato da je poštnina ta nizka. No, cena tiska je bila 2 evra. 2 evra, zelo poceni. Zdaj se je podražilo, se veste, zdaj ta korona, ki je bila, jaz sem to 2018 izdal, konc 2018, takrat so bile cene čist druge, tako da zdaj bi takale knjiga prišla 3 evre po mojem, ali pa 3,20. Mal na pamet govorim, nisem jaz tiskar, tako da ne me za besedo držati. No, in lejte, se pravi, davek na knjigo je sam 5%, tako da če sem jaz 700 knjig prodal, po 30 evrov poprečne cene, pa odštejmo strošek, rečemo 5 evrov davek, pa tisk knjige, pa malo, ki se treba z njo ukvarjati, pa dober, rečemo še malo za oglaševanje, čeprav oglaševanje je bil bolj, ki ne, ves brezplačen, ki me ljudje že poznajo in sem tudi dober na teh socialnih omrežjih, tako da za oglaševanje ni bilo nekaj, pa rečemo 25 evrov, da je od ene knjige ostalo. Ker poprečna cena je bila malo večja kot 30, no, tako da rečemo 25 evrov. 700 krat 25 je 14.000, plus 3.500 je to 17.500 evrov sem je zaslužil s to knjigo. A ni dober? Ampak veste kaj? To ni bil moj glavni zaslužek. Veste, kaj je bil glavni zaslužek? Ker ti, ko napišeš knjigo, te imajo ljudje avtomatsko za bolj strokovnjaka. In jaz se čudim, da kdo od moje konkurence ni prej napisal knjigo. Lejte, jaz v teh stvareh res veliko vem. Ampak tudi, če ne bi vedel, kaj jaz pridem v eno firmo na pogovor, se pravi, ko se pogovarjamo, a bi delali za njih ali ne bi, ne, hoče ljudje, išče nekoga, da jim bo delal optimizacijo in pol običajno z enim 3 do 5 jih pokliče na razgovor in pol se za enega odločijo. In jaz, ko pridem, dam zmeraj direktorju, evo, lejte, tole sem vam pa zadaril, prinesel mojo knjigo na temo optimizacije spletnih strani. Lejte, veste, koliko posla smo mi dobili za to. In zdaj, če en človek samo prelista, lejte, to je sam tekst, ne, tle ni slikc, se reče, no, sej ta človek, če je pa knjigo napisal, pa mora nekaj o tem vedeti. In sem prepričan, da zaradi tega dobimo mnogo več posla in tudi po višji ceni lahko svoje storitve prodajemo. Tako da, koliko je pa to bilo vredno? Mogoče 100.000 evrov ali pa še več. Ne vem, to se ne da zmeriti, ampak definitivno več kot 17.500 evrov, kolikor sem s to knjigo zaslužil, oziroma nisem je zaslužil, podjetje je zaslužilo. Tako da, lejte, knjigo se splača napisati. Splača. Je pa res, veste, da čisto enostavno jo pa ni napisati. Veste, koliko knjig na let se izda v Sloveniji? 6.000.
Povprečno se jih pa proda 350. Seveda so ljudje, ki prodajo po 15-20 tisoč knjig. Rečemo, pred kratkim sem v intervju z Martinom Golobom, o kateremu je en drug napisal knjigo. K njemu je prišel, sta se usela in je pripovedoval, si zapisoval, snemal in pol knjigo napisal. To je ta župnik, poznate, tudi intervju na YouTubu sem jaz objavil z njim. Je zelo gledan, zanimiv, tako da poglejte si ga. Tudi če niste verni, jaz nisem veren, pa sem z njim naredil intervju. In zakaj je on to knjig prodal? Vseh ni on, založba. Zato, ker je prepoznaven. Tako da ful pomembno je, če si ti prepoznaven. In jaz tudi sem bil, že prej sem mal na prepoznavnosti delal, dajal neke nasvete za optimizacijo in seveda pol sem mailing poslal, da imam knjigo, pa lejte, to je na vsake 3 minute je naročilo za knjigo prišlo. Jaz sem to gledal, spomnim se, moja mama, je bila bolj skeptična, rekel, kako boš ti knjigo napisal? Vidite, tudi te ljudje mislijo, da knjigo ne more vsak napisati. In moji mami je bilo, kako boš ti knjigo napisal? Ampak vsak drug, ki je napisal, ga pa zelo cen, ker ki knjigo napiše, je cenjen in tako ljudje gledajo. In vem, da sem doma sedel, tako je še en naročil. Pa čez 5 minut, 2 je naročil, sem rekel. To mama ni mogla verjeti, se tudi jaz nisem mogel verjeti. Ampak veste, do tega je kar težko prideti. Te morajo ljudje poznati. Moraš imeti kanale za oglaševanje, če ste vi neka anonimna oseba, niti niste neki velik prisotni na družabnih omrežjih, ne pričakujte, da bo se vaša knjiga kar prodajala. Tudi ne pričakujte, da če bo kakšna založba izdala ali pa jo vam vzela v prodajo, da bo pa tu neka revolucija. Vi ste samo eni izmed tistih 6,000 knjig, ki se jih na let izda v Sloveniji, in oni so sam, se pravi, distributerji, ali kako se jim pravi, oni samo vzamejo knjigo, tukaj, da jo kaj nekam pripeljejo, oni se nič ne pogovarjajo, da bi pa vašo knjigo dali nekam bolj na viden mest, ali da bi kakšno reklamo naredili, ali to, nikakor ne. Tako da za prodajo morate sami poskrbeti, Pa lejte, kot sem še rekel, ko napišeš knjigo, to je eno tako lastno zadovoljstvo, da ne morete verjeti, Zdaj, če mogoče pišete res slabo, Lejte, začnite pisati blog. Zdaj sem vam že prej rekel, pejte moj blog Tomaž Gorec pogledat članke iz 2008 na nivoju 5. razreda osnovne šole. Jaz to nič ne spreminjam, zato da vem, kako sem pisal leta 2008. In veste, koliko ljudi meni še piše, da sem nepismen na Facebooku pa socialnih omrežjih. Pa saj sem res, to ne skrivam, lejte, jaz ne znam vejice postavljati. Pravopisne napake delam, ampak vse zato so lektorji. Ampak veste, kaj je bilo meni pri tej knjigi, skozi sem v glav, da bodo ljudje razumeli. Da bodo ljudje razumeli. To sem jim v glav. In, jaz sem začel pisati dobro. Zdaj gledam tukaj nekaj, lejte tole knjigo. Lejte, ta knjiga je mene naučila pisati. Naslov knjige je Priročnik za pisanje oglasov. Mal je čuden naslov, če mene vprašate, bi naslov mogel biti Psihologija pisanja.
To je tako dobra knjiga, jaz trdim, da če človek prebere, je vreden 10.000 evrov več. In v to sem jaz prepričan. Tako da dajte, preberite to knjigo, pišite blog, malo trenirajte, pa boste pa tudi knjigo lahko začeli. Lejte, vse se da naučiti. Moja mama se je smučati naučila, ko je bila stara 40 let. Zdaj je stara 78, pa je 2 let nazaj še smučala k za hec. Zdaj se je pa rekla, da ne bo, da ne bo več, ker je nevarno, če se kje polom, se veste, star človek se bolj počas cel, pa tako naprej, tako da smo tudi vsi rekli, ja, prav imaš, drugače bi se pa moja mama še zdaj lepelala. Je pa stara 40 let, pa ni, šele takrat se je začela učiti. Rekli, kje boš ti, da je smučala? Vse se da naučiti. Zato trenirajte. Vidite, jaz tudi tisto knjigo, ki bom napisal, ki bo naslov Vse se da, če se hoče. Ja, tam je glih to, lejte, preberite, sem rekel, link do začetka knjige je v opisu tega videa in pejte pa preberite. Boste videli, vse se da, če se hoče, če želja dovolj velika. Meni Bog da je prav, ti ženske nimaš zato ker nimaš dosti velike želje in najbrž je res tu. Če bi mu jaz, da mi je bilo to ful pomembno, ja, Madonna vsak jo dobi, pa vem, da je tudi jaz dobil. Tako da, lejte, ne samo kar se knjige tiče, sploh v življenju živite s tem prepričanjem, da se vse da, če se hoče. To drži, verjemite mi, da drži. Lejte, še en primer vam povem. Ne boste verjeli. Na nagradni igri od Mladinske knjige sem zadobil knjigo Divja. Sicer sem jo mislil tudi kupiti, ampak sem jo dobil v nagradni igri, sem bil vesel. Jaz sem v teh nagradnih igrah kar srečen, sem že kar velikat neke nagrade pobral. No, ta knjiga govori o eni ženski, ki je imela težave z alkoholom, z drogo, z odnosi, bila je poročena, pa nekako ni šlo, v glavnem bila je čist v k. In potem se pa enkrat tam vidi tudi neko knjigco, menda ja, v eni trgovini, kako je o eni pešpoti, ki je v Ameriki, to je najbolj zahtevna pešpot, menda na svetu, 4000 kilometrov, to gre ob unem delu Tihomorske obale in to greš gor na ne vem kakšne višine, začneš v puščavi Mojave, kjer sem jaz celo bil in aprila je bilo 40 stopinj. Ampak pol, pa par dni hodiš, prideš pa gor, ki je pa še cel kup snega. Tako da zelo težka pot. Eni se na to cel življenje pripravljajo, pa grejo. Ta se je pa popolnoma nepripravljena spravila, da bo šla tu prehoditi in ni šlo, preveč je imela vsega, se veste, vsi so gledali tisto, vsak gram so vagali, ona ni nič. Ampak na koncu je prišla do cilja, napisala knjigo in ta knjiga je bestseller, kar pomeni, da so prodali več kot 500.000 izvodov in seveda ni treba zdaj govoriti, da je ženska ful bogata in da jo vabijo na razna predavanja, okrogle mize in tako naprej. Celo film so posneli po tej knjigi. Tako da, kaj lahko vam ena knjiga naredi? Pa šla jo je napisati ena ženska, ki bi rekel, 100-krat več ljudi bi bilo bolj mirodajnih za napisati to knjigo, kako prehoditi to pešpot kot korona. Preberite. Lejte, jaz takrat, ko sem to knjigo prebral, sem rekel, pa se res, vsak lahko knjigo napiše. Dajte, kakšna banalna zadeva. Hitro se da knjigo napisati. No, zdaj bom še malo govoril o koristih, ki jih imate, če boste napisali knjigo. Lejte, prepričan sem, da boste dobili boljšo službo.
Hmen, če bi nekdo prišel na razgovor, pa bi mi mogoče še knjigo za daril prinesel, ne? Ja, jaz bi rekel, mislim, ta človek pa knjigo je napisal, ja, ima neke lastnosti, ne? Saj pismen je, tudi voljo do dela ima verjeten večjo, tako da jaz sem prepričan, da lažje dobite službo, če ste napisali knjigo. Kakor sem rekel, pisanje je tudi terapija. Andrej Perko, doktor Andrej Perko, on dela z tem odvisniki od drog, alkohola in tako naprej in jih ful spreobrne. Bil sem na njegovem predavanju in on je rekel, da oni se nič ne pogovarjajo o tem, da alkohol je škodljiv, pa droge škodljive. Pri njih je samo, ljudje morajo biti fizično aktivni, to pomeni, da imajo skupne termine, ki hodijo teč, brati morajo pa pisati. Te 3 stvari ste slišali, brati, pisati. Zato, ker pisanje je terapija. In naj sam grede povem, da temu Andreju Perkotu sem pisal po mailu, da bi mu rad intervju z njemu, pa mi žal ni odgovoril, moram pa tu po telefonu poklicati. To je zdaj gospod že kar nekaj star, jaz sem na tem njegovem predavanju bil po mojem blih 10 let nazaj. Pa takrat je bil star vsaj 70 let po mojem, evo se lahko jaz takoj vpišem v Google, koliko je star. Triinpetdeset je rojen, 70 let je zdaj star. Aha. Jaz sem ga celo takrat malo postaral, zaprav 60 let je bil takrat star, ampak je rekel, jaz 80 km pretečem. Tako da vsa čast človeku. Tako da, ja, to je tudi terapija. Lejte, postali boste boljši pisec, ker trenirate. Lejte, pisanje je pomembno. Karkoli, da znaš ti napisati, je pomembno. In tudi pisati je tudi lušno. Saj meni. Oziroma, verjeten bi bilo vsem, če bi to začeli. Pa dobri ratali. Jaz, če imam čas, ful rad nekaj za blog napišem. Posebej, ker imam une zanimive teme. Rečemo Slovenci ti bojo odpustili vse, samo uspehane. To sem tle napisal, kako so me nekje v eni Facebook skupini, kako so me napadali, ker sem objavil link do enega videa, ker sem bil glih v Maroku in video je bil, mislim, to je bila ena popotniška skupina. Video je bil zanimiv za vsakega popotnika, tudi neke informacije človek dobil. In je ljudi skrbelo, če bom jaz kaj zaslužil. Ponosen sem na ta članek, tako da preberite si link je v opisu. Pa takih člankov na mojem blogu še veliko, ful rad pišem, ker me se najdejo ljudje, ki se spravijo name, ne, pa me tako grdo, da sem grd, da imam velik nos, da sem obupan. Ena ženska me pred kratkim celo obdolžila, ker me sploh ne pozna, da nadlegujem ženske. In meni, ko imam kakšne take primere, se mi kar nasmeje. Si rečem, wow, kakšna dobra tema za napisati članek. In ga napišem. In enkrat me tudi ena nekaj zajebavala še pa še. Pa pametvala. Prav tako se je videlo, da ni zadovoljna v življenju. Ona je hotla, jaz sem veliko več prepotovala kot Tomaž Gorec. Ja, hvala Bogu, da si mene noben ne moti, kaj več prepotoval, kaj jaz. Jaz sem rekel, super, greš na kofe, boš kaj povedal, kje si bil, kam se splača, kaj še nasvet dal in tako je to. In ženska je tudi imela neki SP, zgleda, da je ni šlo, ker čez en let ni sicer vedela, je k nam poslala prošnjo zadev. Jaz sem to samo videl, da je prišla, nisem pa sodelavki nič, ki je imela to čez, da bi kje rekel, tilej, ta je pa fukjena, pa ne upoštevati, sem pustil, sem rekel, če bo pa prišla, sej pol mogoče, če je kaj bolj pogooglala, pa je morda videla, ne vem, nima tu sploh veze. Potem spoznali boste zanimive ljudi. Lejte, jaz sem
bom rekel, relativno uspešen podjetnik. Mislim, daleč od tega sem, da sem zelo uspešen. Sem pa uspešen. In takole, ko nazaj gruntam, veste, kaj je bila moja največja napaka v poslu? To, da sem cele dneve sedel za računalnikom, pa nisem z ljudmi hodil na kofete. Veste, koliko informacij, koliko motivacije dobiš ti, če se usedeš z enim človekom, ki je neki podjetnik, ki ima neke dobre ideje. Jaz sem imel par ljudi z takih, ki sem se dobival. Ali jaz, ki sem se z njemu dobil po 2 urah, ki so se pogovarjali, pa ne so se kdaj 4-5 ur, jaz sem mu polno glavo, sem komaj čakal, da grem domov, da začnem une ideje delati, ki sem jih dobil, ko sem se z njemu pogovarjal. In ne boste verjeli, kakšen sestanek, kavica, je lahko vredna tudi 10 000, 50 000 ali pa celo 100 000 evrov. Ali pa mogoče tudi milijon. Tako da, ne, lejte, ljudi je treba spoznavati. Moja napaka je bila tu, skozi sem bil za računalnikom, nisem mu nikoli cajt. Lejte, jaz toliko zanimivih ljudi poznam, pa še zdaj, ko se zavedam tega problema, da si ne vzamem cajt, da bi šel na kofe z njim. Pa še zdaj ne. Pa jih imam tlele, zdaj sem se enega spomnil, ga imam čist bliz. Vsak dan šel lahko z njemu na kofe. Pa ne grem, ker nimam cajt. Ne, napaka. Pol pomagali boste drugim ljudem. Glejte, danes mi je ena gospa napisala, kako ji moji videi pomagajo. Pa ni edina. Glejte, nimam nič od tega, ampak občutek je pa vrhunski. Tako da, meni tudi tu veliko pomeni. Dobili boste prepoznavnost. Vem, da bo kdo rekel, ne, jaz nočem nobene prepoznavnosti. Veste, kateri so mi najbolj smešni? Kakšni podjetniki, upam, da to kdo ne gleda od mojih strank, pa da se ne bo noter spoznal, ne, pa prav, pa jaz predlagam, daj bi kakšen video posnel, boš kaj povedal ti o tem, o svojih produktih, tudi zgodba ljudi zanima, pa tako naprej, ne? Ne, to pa jaz nočem. Jaz hočem biti v zadju, da me čim manj ljudi pozna, pa pa tret. Ampak to lažejo, to sploh ni res, ne. Hoče reči, ne, jaz nočem, da me kdorkoli vid pozna. Ma pa avto za 200 jurjev. Ja, zakaj si pa človek kup avto za 200 jurjev? Zato, da ga ljudje pogledajo, da se pohvali, da je prepoznaven, čeprav ta prepoznavnost je meni negativna, če mene vprašaš. Če si pa ti zaradi knjige prepoznaven, pa zaradi drugih zadev je pa pozitivna, bistveno bolj, pa ta, če se moraš nekje z dobrim avtom voziti, ne. Italijanski mafijci, ki so imeli milijarde, so se vozili s 30 let starem avti. Ne. Ta ni hotel biti prepoznav. Ampak glejte, če si ti prepoznan, rečemo, jaz kar sem, imam 180 000 sledilcev na socialnih omrežjih. In ljudje me poznajo, da sem strokovnjak za optimizacijo spletnih strani. Veste, koliko naša firma dobi posla zaradi tega? Zdaj smo še kupili ene apartmaje, vdajemo na Golteh, pa v Topolšici. Grem, malo posnamem, pa dobimo goste. Tako da, to je nekaj vredno. Pa ne vidim čist nič slabega o temu, če sem prepoznan, ker, ne vem, zakaj se kdo tako boji te prepoznavnosti, daj se raj boj tizga, da si nepošten, saj ne kradem, saj vsi, ki me gledajo, ne vsi, 99%, pohvalil se moje vsebine in tako naprej. Ravno danes sem srečal enega človeka, vi ste, se lahko slikam z vam. Hej, če pa sem hotel reči, če nič ne skrivaš, če spošten človek, pa nima biti kaj strah se pred kamero postaviti pa povedati svojo zgodbo. Tako jaz mislim.
Tisti, ki napiše knjigo, je več vreden. Lejte, siguren je. Siguren. Lejte, v eni družbi, če boste, pa bo en rekel, jaz sem pa knjigo napisal. Ja, bo rekel, da je knjigo napisal. To je lahko začetek nekaj novega. To vam lahko življenje na glavo obrne. V pozitivnem smislu. Jaz sem tudi sanjal, da bi bil kot Ernest Hemingway. On je živel na Kubi, pa mal pisal, mal pil. Sicer to pil ne bi, jaz nam je spil, bi mačkam se športom ukvarjal. A veste, gruntam, ne? Jaz pa umetnost nisva na vi, sva čist na ti. In tudi bom rekel, ne, tudi nekih umetnikov ne poznam, niti se ne družim z njim, niti, če bom, da ne bom grdo rekel, bom rekel, niti ne vem, kaj bi se z njim pogovarjal, ker moj pogled na življenje je malo drugačen kot njihov, ampak po drugi strani si pa mislim, Madonna je lepo biti neki umetnik, rečemo, da pišeš knjige. Glih Hemingway mi je bil en tak vzornik, rečemo, pa bil je v Afriki raziskoval, on je napisal knjigo Sneg na Kilimandžaru, pa bil je na Soški fronti, pa vse živo, mislim. Zdaj v današnjih časih, če pa pišeš, ti greš lahko na Filipine, Južno Ameriko, Maroko, kamor češ, pa pišeš. A češ kaj lepšega? Na tem svetu. Želja vsakega je to. Sej danes, ko največ reklam na socialnih omrežjih vidite, oni, ki vam obljubljajo neki pasiven prihodek, pa pa tret, ampak ti so vse nategancije. Tole pa ni, če knjigo napišeš. In pravijo, pasiven prihodek, veste kaj, pasiven prihodek, pasivnih prihodkov je tako malo, če imate vi stanovanje, pa ga obdajate, to ni pasiven prihodek. Ker stanovanje moraš tudi pol vsake tukcajta, ga moraš ti predeliti, če se pralni stroj pokvar, moraš ti serviserja, ki poslati, si ti za to. To je deleč od pasivnega prihodka. Veste, kaj je pasivni prihodek? Najboljši pasivni prihodek je po mojem, ga imajo te, ki glasbo pišejo, neke komade in potem imajo, ne vem, 50 let ali koliko dobivajo avtorske pravice, od vsakega radija, ki se zavrti njihov komad, nekaj dobijo, od vsake televizije, na vsaki prireditvi, vse posod. To je pasiven dohodek. Eni slovenski avtori imajo pa kar dober pasiven prihodek tudi od države Slovenija. To je ne vem točno, kako se to imenuje, en sklad ali ne vem kaj, zvezi s knjigam, dobiš ti plačano letno glede na to, kolikrat so bile tvoje knjige izposojene v knjižnici. In zmagovalka je ta Desa Muck, ona je veliko knjig za otroke napisala, največ izposojenih knjig je njenih. In lejte, ta seznam obstaja na internetu, jaz sem ga že večkrat gledal, lejte, zdaj nimam v spominu, ali vsak let dobi 30 ali 50 tisoč evrov. Jaz mislim, da je nekje v te, ne me pa za besedo držati, pogooglejte, pa boste najdeli. Tako da tudi do tega lahko pridete. Jaz imam premali izposoj, da bi kaj dobil, mislim, da jih moraš imeti 800 na let, da je to minimum, malo na pamet govorim, ne me držati. Ampak, glejte, Petra Škarja mi je pa rekla, da dobi okoli 2000 evrov, kar pa tudi ni tako slabo. To je eno lepo potovanje, a ne? No, s pisanjem knjig lahko naredite tudi odličen biznis. Jaz sem bil premalo fokusiran na prodajo te knjige, bi jih lahko bistveno več prodal. Ampak to zdaj ta novo, ki bom napisal, mislim, da ima večji potencial za prodajo. Ker ta knjiga je samo za tistega, ki se s tem ukvarja. Samo za tistega, pa mogoče za podjetja. Pa še 99% podjetij tu dajo v nekomu delati.
Tako da tudi za njih ni pol ta knjiga. Ta knjiga je najbolj za mojo konkurenco. Tako da ta nova, ki bo, mislim, da je veliko večji potencial, ne? Veste, koliko je Petra Škarja prodala svojih knjig? Več kot 50,000. To lahko zveste v intervjuju, ki je tudi link v opisu videa, ki sem v intervju z njo. In ona od tega dobro živi. Pa ona ni oseba, ki bi bila ful orientirana na to, da je zaslužiti. Ona bi lahko še več zaslužila. Če boste knjigo pisali, postali boste boljši mislec, bolj boste ustvarjalen, bolj boste kreativen. To so same take lastnosti, ki jih fino, če jih človek ima. Ne, jaz, ko blog pišem, moram razmisliti, kaj bom pisal, da bo zanimivo. Zdaj, ko knjigo tudi pišem, tudi razmišljam, kaj bom napisal, da bo zanimivo. Pa probam biti čim bolj ustvarjalen, kreativen, drugačen od drugih. In tudi bom. Če boste knjigo napisali, boste navdihnili sebe in druge. To je tisto, kar sem rekel, te moji članki na blogu. Jaz to tako z veseljem pišem in rečem, wow, in pol objavim. In pol čakam in spremljam statistiko, koliko ljudi je te članek prebralo. Nekatere moje članke so imeli več kot 100,000 branj. 100,000, veste kaj je 100,000? Vse skupaj vam bo dvignilo samozavest. Dobili boste nova znanja. Tudi karkoli pišeš, dobiš neko novo znanje. Lejte, jaz, ki pišem kaj na blogu, kakšnih teh izletih, ki jih upišem, evo, zdaj Tajsko moram še opisati. Ja, bom mogel neke stvari, neke podatke preveriti, pa se bom tudi nekaj naučil, pa nekaj več zvedel. Tako da pisanje, tudi pisanje bloga, ne, to je ful dober. Res ful dober. Lahko boste povedali svoje mnenje na verodostojen način. Veste, ne, ljudje smo radi povemo svoje mnenje, pa ne zdaj kdo reči, da ni to res. Saj vidimo, vsi so pametni, zakaj ljudje, jaz tu ne razumem, ampak vsi, ful jih gleda poročila, tisto politiko trapasto in pol pametujejo, kako bi oni pametno naredili. In v gostilnah se usedeš, pa so 3 kolegi, pa se 3 ure pogovarjajo, kaj bi mogel Janša narediti, kaj bi mogel narediti, kaj bi mogel tretji narediti. Ljudje smo radi pametni in povemo svoje mnenje, ampak ta gostilniška debata je brez veze. Ta mnenje, če ga pa ti v knjigi napišeš, je pa bolj verodostojen. Kakor sem pa rekel, je pa konkurenca huda. Žal, vsej takoj posod. Sem rekel, 6,000 knjig se na let izda v Sloveniji. Povprečje 350 prodanih izvodov. Se pravi, to pomeni, da nekateri niti do 100 ne pridejo. Ampak nekateri pa s tem obogatijo. Lejte, bom povedal primer Zvoneta Šarugata, ki sem imel z njemu intervju dobre pol leta nazaj. In je tudi v intervjuju povedal, pošteno je povedal, on je v 14 dneh zaslužil 70,000 evrov s knjigo. Knjiga, ne vem, koliko je bila njegova, in je rekel, lejte, 35 evrov mi odstane od nje, in do takrat jih je prodal 2,000. V 14 dneh je 2,000. Evo, ker me še prosil, ne intervjujem, počakam, ker bo dobil nov ponudnik. On je najbrž na koncu tem knjigam še več zaslužil, ker jih je pol še prodajal po tistem, ko sem imela intervju. Ampak, glejte, bom zdaj rekel, nismo mi vsi Zvone Šaruga, da lahko to pričakujemo, ne?
Ampak gledajte, boste mogoče pri ta prvi knjigi nekaj malega zaslužili, boste pa pri ta drugi več. Pa pri ta tretji pa ne vem, lejte, ali se vam bojo zato neke nove poslovne priložnosti odprle. Lejte, če knjigo napiše, se zmeraj tudi neke priložnosti še odprejo. Siguren se. No, zdaj pa da še par stvari rečem o tem, kako do uspešne prodaje knjig. Lejte, prva zadeva, ki je, mora biti naslov ful dober. Evo, lejte, jaz imam kako do prvih mest v Googlu. Človek prebere, takoj ve, zakaj se gre. Naslov te moje knjige, ki jo zdaj pišem, bo Vse se da, če se hoče, pa še en podnaslov bo. Ne vem še točno kako. Lejte, naslov mora vse povedati. Tle ti v moji krvi. Jaz sem bil proti temu naslovu, ampak avtor je vztrajal, da se je tako zamislil in je hotel in kaj čem polje sreč, sem rekel, ajde, pa ne bo. Čeprav, če bi bil kako drugačen naslov, ker zdaj, no, sicer smo tlej se še spodaj, lejte, podnaslov, Mama in sin, alkohol in bolezen. Tole bolj človeka pritegne, ke pa tole ti v moji krvi. To je slabo, žal, ampak lejte, človek si je tako želel, da bi tako bil naslov, pa sem rekel, nej bo. In naslov ni dosti, da je dober, odličen mora biti. Odličen. In lejte, če hočete vi knjige prodati, morate biti prepoznavni. Lejte, Petra Škarja jih ogromno proda. Ta knjiga o Martinu Golobu se ful prodaja. Povedal sem vam prej Zvone Šeruga, koliko jih je prodal. Polun Aljoša Bagola, ki je v izgorelosti prodajal, pa pol še eno. Ja, lejte, to je mogel skozi se promovirati. Obstaja še en avtor, ki je zelo dober, knjige prodaje v Kamenko Kesal ali neki tacga, jaz sem se z njemu tudi dubil. On je napisal knjigo Noben ne bo mene jebal. Ful dobra knjiga, nisem jo prebral še cele, en del sem jo prebral, jo pa bom in sem se tudi spomnil, da bom z njemu intervju naredil. On je ogromno teh knjig prodal, pa še Žena ma vedno prav, se mi zdi, da je naslov. To bo zelo zanimiv intervju, če bo človek prvolil, pa jaz mislim, da bo, ker so se že enkrat videla in se mi zdi ful ured oseba. In ne vidim razloga, zakaj bi zavrnil. Čeprav dobro, kdo kdaj ima kakšne razloge, pa zavrne prav, ne, iz osebnih razlogov ne morem. Če ti to prav pol tudi ne moreš sprašati, kakšni so te osebni razlogi, ne vem, morda te baba ne pusti, ne vem. Tako da, lejte, ampak prepoznavnost danes ni težko zgraditi. Lejte, samo aktivni morate biti na socialnih omrežjih, na ta prav način in to sploh ni tako težko, kot mislite, da je. Lejte, tam sem spoznal eno Renato Gričar na križarjenju, ko sem zdaj bil. Ona ima ful težave z zdravjem. Tudi na YouTubu najdete kratek intervju. Evo, bom tudi to link dal noter, sam napišem, da ne bom pozabil. Si tudi tu pogledajte, boste videli, rodila se sem z eno ledvico, pa še tista je bila slaba, od 16. naprej je hodila na uno dializo, pol so ji najdeli ledvico, da so jo presadili, ampak še zdaj ima cel kup problemov. Ampak ona je aktivna na socialnih omrežjih, pa ni mlada, pa lepa, tako da lahko tudi mlad pa lep uspeš, tudi jaz nisem mlad pa lep, pa mi je uspelo. Tako da ne, sem tudi predlagal, sem rekel, Renato, ti moraš knjigo napisati o tem svojem. Nujno. In upam, da sem jo prepričal. Bom z njo naredil en daljši intervju. Jaz sem sam 5 minut, nečak me je snemal, pa sem še videl, da je ful težko držal. In jo bom kontaktiral, da bo, če bo zato, da narediva malo daljši intervju, tak, da bo vse 1 urco dolg. Tako da, ne, prepoznavnost danes ni težko narediti. Pol, če že knjigo izdate, dajte pisati blog. To je ful
dober, če pišete blog. Mislim, za prodajo, za prepoznavnost, za vse, ful dober. Je pa zdaj, eni tudi ogromno knjig prodajo, zato ker imajo neke veze v medijih in potem, ne vem, imaš koga, če bi jaz imel enega, ki bi bil tamle, ne vem, že 30 let v medijih, verjeten na vsakem slovenskem znanem mediju nekoga pozna, pa bi poklical, pa bi rekel, ti dej unga mojega prijatelja Tomaža Gorec, zdaj nared z njemu intervju, je glih knjigo napisal, pa pa tret, dobra zgodba, tret, pa te noter dajo. Jaz žal tega nimam, tako da se lahko samo na sebe zanesem, pa še jaz, ki sem mal kontraverzen, sem brez dlake na jeziku, taka bo tudi moja knjiga. Ne računam čisto na nič, da bi me kdo kje kam povabil na kakšno televizijo, sploh ne, zato ker bojo z enem stvari, ki jih bojo noter pisali, se ne bojo strinjali in takih ljudi ponavadi ne marajo, tako da jaz se ne morem na to zanašati, ampak gledajte, to ni noben razlog za jamranje. Imamo danes socialna omrežja, jambrati morajo televizije, radiji in ostali mediji, ki bojo vsi propali, ker jih bojo te socialne omrežja povozila. Glejte, jaz imam skoraj tu gledalcev pa poslušalcev, ki več kakšna mala televizija. Pa sem vse sam. Za vse pa še firmo moram voditi, pa še potujem, pa ne vem, kva še se delam. Pol fino je, če malo dvignete prah. Se pravi, da ste malo drugačni, malo kontraverzni, jaz iz mojo knjigo bom. Sicer, tako vam bom rekel, bodite, kar ste. Zdaj, če niste taki, jaz sem točno tak, ki sem. Jaz ne bom zdaj tam rekel, zdaj moram pa neki prag dvigati, bom pa neki tacga napisal, da se bo ljudje zgražali, pa da ful ljudem ne bo všeč pa to. Ne, jaz bom napisal tako, kot jaz mislim. In vem, da neke stvari, ki jih jaz mislim, v katere sem 1000% prepričan, vem, da eni mislijo, da so glih kontra in mislijo celo, da sem jaz žleht in tako naprej. Mogoče imajo celo prav, sem prepričati me pa ne morejo in jaz imam pravico svoje mnenje povedati. Ko sem imel intervju za Martinom Golobom, takrat sem prvič podvomil, da mogoče jaz ne delam najboljš, ker on je pa s to svojo prijaznostjo prišel tako daleč. Mene pa tudi mrzdu ne more gledati, ker mu grem na živce. Sicer veliko ljudi mi je tudi navoščljivih, čeprav navoščljiv si lahko vsakmu, jaz res, da imam dober lifestyle, veliko potujem, vse dober imam, nič mi ne fali, ampak gledajte, nimam pa družine, mislim, ampak vsakmu človeku nekaj fali in vsak živi tako, kot si sam naredi. Tako da, tisti, ki so takmu, ki jaz navoščljivi, imajo sami probleme. Je bolj problem pri njih, kot pri meni. Pol knjige lahko v knjižnicam jih prodate do 200 izvodov brez problemov. Pri nas se te knjige, je samo ena knjižnica kupila 45 izvodov. 45 izvodov. Tako da pa tu pejte sami prodajati knjižnicam, ne prek distributerja, ki vam vzame 50%. Probajte svojo knjigo, če imate tudi komu prodati za poslovna ali pa osebna darila. Rečemo poslovna, da bi jih neka firma kupila 10, da ima za darila ali pa 100 mogoče. Se treba biti aktiven. Rečemo, jaz sem bil premalo aktiven, Imaš pa potem, eni te, bom rekel, malo bolj ugledni pisatelji samo jambrajo,
kako se s knjigo ne da zaslužiti, kakšna krivica se jim godi, da tu zdaj ni vse skupneč, ampak ja, on napiše knjigo, date mladinski knjige, da izda in on res nekaj malega dobi v najboljšem primeru 1 evro od knjige prodanih, ali pa morda 2 največ, ne, in je to tu in pol jambra, da ni nič, ampak on tudi nič ne naredi za to. Če te pa vi sami knjigo izdali, bo pa veliko več ostalo, ampak lejte, boste mogli biti tudi sami aktivni. In lejte, potem za prodajo je še ful idej. Veste, kaj sem jaz naredil? Jaz sem se Filipom Peskom sem se zmenil, predlagal sem mu, on je mu tudi svojo knjigo, sem rekel, ti če bi se midva zmenila, da daš ti meni 50 tvojih knjig, jaz pa te mojih 50, pa lahko narediš akcijo, če kupiš mojo knjigo, dobiš še Filipovo zastonj. On sicer za to ni bil, je bil pa pripravljen svoje knjige mi prodati po tiskarski ceni. To je bil €20. In jaz sem jih 50 kupil in sem lepo reklamiral, evo, kupite mojo knjigo, zraven zastoj dobite še knjigo od Filipa Peska in takrat se je kar nekaj tega predalo. Sicer to ne narediš čisto na začetku, ker na začetku moraš najbolj zainteresiranem prodati, to narediš po 1 letu, 2 letih ali tako naprej, ne. Pa za knjigo, tako kot sem jaz naredil, dajte raj malo višjo ceno, popust lahko daste, zvišati pa ne morete. Pa sem imel, veste, eno vrhunsko idejo sem imel. Se vam še zdaj in še zmeraj je dobra ideja, vam bom povedal, to če bo kdo kopiral, se čez nič ne sekiram. Lejte, jaz sem imel idejo, da bi napisal en turističen vodič za Bosno in Hercegovino. Jaz sem bil v Bosni in Hercegovini 70-krat. Zelo dobro je poznam, rad jo imam, res, to je moja najljubša destinacija. Sicer sem čisti Slovenc, tako da mi ni zaradi tega. In zato sem tudi mirodajen, da napišem vodič. Ker zdaj, če bi to en iz Bosne napisal, je lahko malo pristranski glede svojih stvari. Sprav, jaz pa ne. In jaz mislim, da sem ena najbolj primernih oseb na tem svetu, ki bi lahko napisal vodič o Bosni in Hercegovini. Jaz poznam njihove navade, kulturo in tako naprej. Ko če bo zdaj to en Američan prišel pisati, vse se ne bo znajdu. In lejte, to je lahko pa orang posel. Jaz vam garantiram, da bo Bosna in Hercegovina že zdaj turizem kar laufa, ampak tam bo turizem enkrat eksplodiral. Verjemite mi, da bo. Ker je krasna dežela in tudi, no, vidite, tudi še en dober članek, ki sem ga letos napisal, evo, bom tudi tu dal link, alternativa, kam je na počitnice namesto na Hrvaške, ki je Hrvaška tako draga ratala. In sem predlagal Bosno in Hercegovino, pa sem malo cene primerjal in boste šli v Bosno in Hercegovino, 3-krat cenejš bo kot Hrvaška, pa boste sprejeti ko kralji. Evo, to sem zdaj napisal, da ne pozabim linka dati. Tudi tu si preberite. To se mi zdi fantastična ideja. In tudi, aj lahko zame krat potujem. Kakšen lepši posel, potuješ en let po eni državi, pišeš knjigo. Ja, Madonna, kaj lepšega ne more biti. Pa tudi ne rabiš en let, če bi hotel, bi se dalo hitreje. Samo jaz, ki bi v tem užival, bi si kar en let vzel, ne. Če nimate veselja, da bi napisali knjigo, pa ste vsem tule do zdajle poslušali, dajte pa saj brati začeti, če ne berete. Iz knjig se tako naučiš, lejte, jaz sem vam rekel, sigurno si 10.000 evrov več vreden, če tole knjigo prebereš. Lejte, uno knjigo, ki sem rekel, za SEO, ki sem jo kupil, ne.
Sem rekel, če bi 10.000 evrov plačal, bi se mi splačalo. In samo tisto knjigo, ki sem jo jaz prebral, sem prepričan, da smo na dolgi rok v podjetju zaslužili vsaj 50 do 100.000 evrov več zaradi ene knjige. In lejte, veste, kaj je enega znanja v knjigah? Enkrat mi je en rekel, si ti zamisliš, koliko bi človek bil uspešen, če bi 10% cajta, ki ga namen gledanju televizije, namenil branja knjig. Jaz sem tudi rekel, da bi ful rad naredil en eksperiment, bi tudi človeku plačal zaradi eksperimenta. Nekomu, ki je brezposeln, ki ne more službe dobiti, bi mu plačal, da prebere 50 knjig, pa bi ga prej posnel, pa bi videl to razliko. In tudi takoj bi pol službo dobil, garantirano bi jo dobil. Zdaj boste nekateri rekli, mladi, pa tu, boste rekli, vse to je tudi vse na YouTube gledam. Ne, lejte, branje je drugače. Sem tu že velikrat prebral, da ko ti bereš, ti gre drugače v možgane. Pa veste, kaj še pri knjigi, ne, knjiga, še posebej, če tiskana, jaz berem sem tiskane knjige, une Kindle verzije, pa tisti mi je brez veze. Veste kaj, če knjigo natisnejo, to pomeni, da eno sito je češlo, da res vsacga sranje pa ne gre v tisk. Tako da, lejte, treba je prebrati kakšno knjigo. In lejte, mislim, tole fantastična knjiga, od Tomaža Humarja mlajšega, to knjigo si malo za motivacijo preberite. Lejte, tle imam še neke knjige, lejte, tale, Predvidljivo nerazumni, Dan Ariely, to je knjiga, če se greste posud, to je psihologija, tudi ne, če se sam greste posud, to je tako zanimiva knjiga za prebrati. Pol moj najljubši avtor, Dan Ariely, 5 knjig njegovih sem prebral, ta leta zadnja, drugače najbolj všeč mi je bila Preblisk, pa David in Golijat. Prebojniki je dobra za tiste, ki imate otroke, pa ne sem za tiste. Tudi tisti, ki ste mladi, kaj še tle še imamo vse? Ne, nimam tle. Aha, no vidite, to je ta od Tomaža Humarja mlajšega. Fantastična knjiga, jaz sem jo, spomnim se, na otoku Iš sem jo prebral. Imam ful rad morje, ful rad se kopam in vem, da en dan se nisem šel kopati, ker sem v to noter in sem to knjigo prebral in sem jo prebral v enem dnevu pa še malo. No, tlele glih nimam, jaz sem, lejte, potem ta je tudi, lejte, umetnost pogovarjanja. Veste, koliko znanja je tlele? Če ste mladi fantje, pa ne veste tudi, kako s puncam. Ja, lejte, tle boste najdeli. Pa ne samo to, ni samo za punce, to je tudi, ne, kako se moraš ti pogovarjati, ne vem, na nekih, mislim, vrhunska knjiga. Tako da berite, ljudje, berite. Tale, lejte, 59 sekund, tudi vrhunska knjiga. Lejte, teme noter, mislim, to bom šel jutri, bom šel drugič brati. Zadovoljstvo, prepričevanje, motivacija, ustvarjalnost, privlačnost, stres, razmerja, odločanje, starševstvo, osebnost. Vse te zadeve, se verjetno strinjate, da so zelo pomembne v življenju, obdela ta knjiga na hiter, kratko, jedrnato in to je, tle je znanje toliko, da se to ne da v denarju meriti, tako da ljudje berite. Jaz sem zmeraj ful rad hodil v konzorcij. Zdaj zadnje cajte, ne več, ker v Ljubljano noter je tudi center, lejte, tiste pravljice Ljubljana najlepše mesto, tiste mene ne prepriča, lejte, mene najlepše tam nekje med travniki na kmetih, ki ni nikjer nobene gužve, ne pa center Ljubljane. Tako da nisem bil že dolg cajt v konzorciju, jaz upam, da bi ga v kakšen BTC predstavljali, pa kam, pa čeprav tudi že v BTC-ju gužva rata. In tam je res velik knjig in jaz sem kaj prišel in sem si vzel čas
Jaz sem bil kdaj v konzorciju tudi po 3 ure. Listov knjige, pol na koncu ne 2 kupu. Mislim, kaj vse je v knjigah, ljudje, tako da neverjetno. To je to, kar sem vam zapovedati. Upam, da sem koga navdušil, da bo vsaj kakšno knjigo prebral. Če bo pa napisal, bom pa še tukaj bolj vesel. Če imate v vezi tega kakšno vprašanje, ga zastavite v komentarju tega videa in z veseljem odgovorim. Ne mi pa na mail vprašanja pisati, zato ker, glejte, jaz tega veliko dobim in preprosto nimam časa vsem odgovarjati. Na komentarje pa odgovarjam, zato ker, če nekoga zanima, še komu drugmu to prav pride. In ko odgovorim enemu, odgovorim večem. In zato si pol tu vzamem čas, da bi pa čisto vsakmu individualno to odgovarjal, pa žal ne morem. Tako da to je to. Hvala, lepo se imejte. Pa primite eno knjigo v roke. Ajde, živijo. Pozdravljeni še enkrat. Lejte, par stvari moram še povedati, ker sem jih pozabil povedati. Pozabil sem jih povedati. In tik preden sem video že hotel objaviti, mi je pisala ena gospa, ki me je par stvari v tem sprašvala, kako izdati knjigo. In sem rekel, se po tem videu nisem to nič povedal, ne? Kako vi lahko sami v samozaložbi izdate knjigo. Saj zdaj jaz, da bi čisto vse vedel, ne vem, približno pa vem, tako da vam bom povedal. In če želite izdati knjigo v samozaložbi, pač bojo te informacije zelo koristne, zato si še to poglejte do konca. Lejte, najprej je treba knjigo napisati. Knjigo je treba napisati v Wordu. In tudi že vi, ki pišete, morate malo paziti, da je to nekako odstavki, da ni med odstavkom enkrat 2 vrstice, enkrat nobene, enkrat 1, pa da ni cel kup napak. V glavnem, da je to nekako, bom rekel, kakor se najlepš da. Se pravi, ko enkrat bo to za vam popravljal, da bo mu čim manj dela. Ker bo tudi pol izdelek na koncu boljši. No, se pravi, prvo je na vas, da napišete knjigo. Potem mora iti to v lekturo. Se pravi, en mora to zlektorirati in pomembno je, da je dober lektor, ker na to so ljudje tako alergični. Imaš ljudi, ki so prav veseli, da najde napako v knjigi in to bo šel napisati na Facebook, vse forume. To imajo ljudje občutek, da so odkrili ne vem kaj, rudnik zlata, ne, tako to so veseli, ki nekje najdejo eno, bi rekel, pravopisno napako, ali je to knjiga, ali je časopis, ali je revija, tako da zato probajte dobiti res dobrega lektorja. Nam je ena gospa lektorirala, cena je bila ugodna, tako da če želite kontakt od nje, me kontaktirajte, pa bom dal. Nimam pa jaz to gospo nobenega dogovora, da bi jaz mu kakšno provizijo ali kaj takega, če vas to skrbi. No, potem, ko imate to napisano pa zlektorirano, je treba dobiti nekoga, ki to oblikuje. Postavitev, prelom ali kako se temu pravi. Jaz to tudi poznam eno punco, ki je nam delala in naredi pocen in dober. Mislim, dober, jaz tu niti nisem preveril, ali je dober, ker niti ne vem, kaj preverjati, ampak nisem dobil od nobene strani, da kaj ne bi bilo dober. Pa tudi, če ne bi bilo dober, bi me tiskar prej poklical, pa bi rekel, ti tole pa ni dober narejeno. Ker tiskar gre še zmeraj zadeve čez, ne. In
tudi oblikovati morate naslovnico, to tudi ta ista punca dela in tudi ima ugodno ceno. Glejte, ona je meni oblikovala tole naslovnico, pa še kar nekaj je ona naslovnic oblikovala. Mislim, sej kontaktirate lahko, pa če vam bo ok, bo, če ne bo, ne bo. Je pa tudi lahko meni pišete, pa vam bom kontakt poslal. Pol naslednja zadeva je, morate vi to knjigo, glejte, to pa najmanj vem, ampak ko vi izdate knjigo, morate dobiti najprej neko cifro, a se ta cifra pravi cip ali kaj drugega. Glejte, da vam čisto po pravici povem, da ne vem, kataložni, v glavnem, glejte, tale mora biti spodaj kataložni zapis o publikaciji. Glejte, in tu so neke številke, Narodna in univerzitetna knjižnica Ljubljana in pol so neke številke. Pa pol še en ISBN, pa ne vem, kva še vse, tako da to morate pred tiskom narediti, da imate takole noter. Glejte, meni je to naredila Petra Škarja, seveda mi nekaj računala, ni bilo tako drago, tako da če nimate drugega, vse najboljše, da se na njo obrnete, ona te stvari res dobro pozna, ne. Sej zdaj, če kaj ne bi naredili, po mojem glih neke kazni ne bi dobili, ampak glejte, fino je, da je vse narejeno tako, ke more biti. No, potem, ko je pa vse to narejeno, je treba pa knjigo dati v tisk. Jaz imam krasnega, poštenega tiskarja, tudi od njega lahko pri meni dobite kontakt, sam pisati mi morate, glejte, cena ugodna, kdaj ga mogoče, kakšne 2 dni mu rok uide, uide. Če ti rečeš, glej, res rabim, do takrat je zadnji dan, bo naredil. Sigurno bo naredil. Če pa reče čez 14 dni, je pa to mogoče čez 16 dni, ne. Ampak tudi zelo hitro naredim, pa glejte, pošten je. Mislim, takih podjetnikov je malo kaj on, no. Tako da tudi od njega dobite kontakt pri meni, saj pravim, precenite pa pol sami, a vam je ok ali ni. Jaz tudi, ko dam kaj zdaj tiskat, dam vse njemu, sploh druge ponudb ne dobivam, ker sem z njemu zadovoljen in tudi, če je 10 centov dražji, bom še zmeraj njegemu, ker vem, kaj dobim. No, potem, ko knjigo imate, morate to vedeti, to sem že povedal, da pol leta ne smete dajati popustov, lahko jo prodajete v predprodaji s popustom, pa če imate kakšne predstavitve, se pravi, da greste vi nekam v eni knjižnici ali pa kjerkoli druge, naredite predstavitev knjige, tam lahko vi knjigo prodajete po nižji ceni. Zdaj, to mi je zdajle na pamet palo, ne. Verjetno tudi, če imate lahko tudi online predstavitev in rečete, glejte, zdajle pa samo danes pa cena knjige 20% cenejša, ne. V teh 6 mesecih, drugače, ko 6 mesecev mine, potem lahko vi knjigo prodajete po kakršnikoli ceni želite. To je meni trapa zakon, ne vem, zakaj to mora biti, res, ne vem. Glejte, imaš svoj izdelek, prodajaj ga po kakršni ceni želiš. Ali za 1 evro, ali pa za 1000 evrov, ali pa lahko za 100 daješ, kakor te paše, ne vem, zakaj bi meni en ceno določil, ne. Ampak ne bomo tu šli, jaz vem, zakaj je tu, ne. Točno vem, zakaj, pa ne bom o tem. No, na koncu mogoče sem še to povem, da je knjigo najtežje prodati. Verjemite, da je knjigo lažje napisati, kakor potem prodajati, tako da potem,
ko takole svojo knjigo z veseljem v roki držite. Jaz jo zelo veselim. To malo manj, ki je že stara, ampak ki bo nova prišla. Nekaj sem jo videl, sem jo poljubil. Res. Tako da, ki sem jo prvič dobil v roke. Tako da, pripravite se, prodajo. Če mislite, zdaj pa knjiga napisana, zdaj bo pa to se prodajalo, pa denar kar letu. Dajte, žal ne bo. Boste mogli veliko delati na promociji in tako naprej. Nekaj sem že v tem videu povedal, kaj vse morate narediti. Tako da, ja. Pa kaj se boste še sami spomnili. In je to. Tako da, zdaj smo pa res končali. Jaz bom zelo vesel, če bo na osnovi tega videa se kdo lotil pisati knjige. Še bolj bom pa vesel, če mu bo to zelo dobro ratalo in da se bo knjiga prodajala. Pa jaz bom najbolj vesel, če se bo v 100.000 izvodih. Tako da ful vam želim veliko uspeha pri tem. Če imate pa kakršnokoli vprašanje glede vsega tega, kar sem povedal v tem videu, dajte v komentarju zastavite vprašanje, bom odgovoril. Če bom vedel, če ne bom vedel, bom napisal, kam se obrnete. Pa če vam je bil ta video všeč, če ste se kaj pametnega naučili, pa vkolikor še niste naročeni na moj YouTube kanal, se pa naročite. Kliknete samo gumbek, naročite se, pa potem še zvonček, to je popolnoma brezplačno. Meni pa velika podpora, da bom še več takih videov posnel. To je to, hvala, adijo.